BMW se je podal v svet družinskih avtomobilov brez izkušenj. Toda svojega enoprostorca je ponudil v premijskem razredu, v katerem veljajo drugačna pravila. Zato bi mu izkušnje iz sveta klasičnih družinskih avtov tako ali tako prišle samo delno prav. Znamka s propelerjem je torej svojo mineštro skuhala iz dveh povsem različnih kuhinj, a končni rezultat je v bistvu še kar v redu. Z vozilom, za katerim se dosedanji BMW fani ne obračajo, se torej v Münchnu podajajo v lov za novimi kupci, takšnimi, ki te znamke še niso okusili. Pristopi k razvoju so bili zato novi, sveži, a v marsikaterem pogledu tudi kompromisni. Tisti navajeni na BMW bodo začutili, da je bilo nekaj varčevanja pri materialih in pri kakovosti opreme. In vsi, ki vedo, kaj Bavarci znajo narediti na področju voznih lastnosti, bodo zaznali, da dvojka ne nudi tistega pravega športnega občutka med vožnjo. Prav s tem v mislih močno favoriziramo štirikolesni pogon X-Drive, namesto zgolj sprednje gnanih dvojk, razlika resnično šteje. Poudarimo pa, da smo Tourerja na testu večji del časa vozili v programu Šport. Ne zato, ker bi ves čas vozili dinamično, ampak zato, ker je krmiljenje v Eko Pro načinu daleč od tistega, kar poznamo pri BMW-ju. Kompromise bodo zaznale tudi enoprostorce uvajene družine. Najprej bodo potarnale nad porabo. Skoraj 7 litrov dizla pri varčni vožnji je vsaj za liter preveč, je pa dobra plat, da pri dinamični vožnji prav dosti več tudi ne porabi. Klasične družine bo streznilo tudi dejstvo, da ta bavarski upgrade imidža hkrati pomeni downgrade pri prtljažnem prostoru in pri zložljivih sedežih v zadku. Grand Tourer je torej mineštra številnih plusov in minusov, se pa minusi in plusi nekako pokrajšajo. Kar pomeni, da je dvojka avto, ki sicer prevzame, a z marsikaterim zadržkom. A vprašanje, če je to tisto, kar so si Bavarci obetali.